1. november, dan, ki je miren, dan, ki je poln ljubezni, zaradi tega, ker je to dan, na katerega se spominjamo vseh tistih, ki so še vedno z nami, samo na drugačne načine kot pač nekoč. Nekoč so bili na zemlji, sedaj svetijo v nebesih. In takrat je ta prisotnost seveda močnejša, ne zaradi tega, ker je 1. november, ampak zaradi tega, ker se mi bolj osredotočamo na to, kakšni so ti znaki. In danes sem ti pripravila en tak ljubeč nebeško skop. In to je nebeško skop, kako v mesecu novembru prepoznavati nebeške znake. Od tvojih pokojnikov, od tvojih angelov, od tvojih vodnikov, od nadangelov in tako dalje. Jaz temu rečem kar nebesa. Enkrat veš, se javljajo nadangeli, enkrat angeli, enkrat tvoji pokojniki in tako dalje. Ampak vedno, ko se imajo za tebe prav prelepa sporočila. No, nas te pa želim usmeriti, kako konkretno bodo tebi puščali sporočila in verjamem, da si v mesecu novembru, ki nas že pripravlja na to, da se umirimo, da meditiramo in tako dalje, lahko ti izčrpaš iz teh informacij res ogromno nebeškega vodstva. Ampak da te malce usmerim, na kaj biti pozorna, kaj ti obljubili so mi, da ko boš slišala to vsebino, se ti bojo na tak dotičen način še posebej javljali, poleg vsega ostalega. Pa si gremo pogledat kozorogi. Vi boste prvi, a ne? Vam se bodo javljali v mesecu novembru na način preko narave. Zelo pomembno je, da v mesecu novembru pogledate recimo kamne, ki jih srečate, kakšne oblike so oblaki ali pa kakšno listje, ki ga tam kje vidite, pa ga iz nekje prinese in tako dalje. Skratka, v naravi je res ogromno nekih sestavin, pa lahko recimo v deblu od drevesa lahko zagledaš kakšne vzorce, ampak ponavadi ljudje to kar zelo radi spregledajo. No, za vas je navodilo to, da si dajte v mesecu novembru vzeti čas in si raztolmači te znake. Ne kar reči, tam nek kamen, ker je lahko zelo vredno sporočilo. Potem ste tukaj vodnarji. Vodnarji ste tisti, ki zelo imate ostra ušesa. To pomeni, če se vam kdo proba kaj zlagati, to pa ne bo šlo. Če vam proba nekdo nekaj govoriti, pa ni v skladu z vami, vi to kar hitro zaslišite. Zelo dobri ste pri tem, da ujamete besede. In tokrat so angeli in vsa ostala nebeška druščina so obljubili, da se vam bodo javljali preko pesmi. Poslušajte pesmi in poslušajte besedila. Predvsem tiste pesmi, ki kar tako nekje zaslišite ali pa se znajo radi kar sami prižigati in tako dalje, zaradi tega, ker si želijo nebesa na tak način komunicirati s tabo. In potem so tukaj ribice. Ribice vam se bodo pa javljali v meditaciji. Mogoče ste bili recimo septembra pa oktobra malce bolj obremenjeni, mogoče malo več v glavi in se rabite umiriti. Če hočete slišati svoje angele, dajte veliko meditirati, ok? Zaradi tega, ker v meditaciji vam bojo govorili nove ideje, navodila za vas, pa tudi veliko spodbude pa navdihov vam bojo dajali. Tudi pri nas mašlejo čez zimo pa res še toliko dodatnih meditacij damo. Poglej si na naši spletni strani, zaradi tega, ker verjamem, da ti bodo seveda prišle več kot prav. Potem ste tukaj ovni. Vam bodo nebesa puščala nekako take vizualne bombončke, besede na plakatih, ki jih zagledate, ali pa neke podobe, ki je nekje narisan, mogoče tudi na televiziji, ampak gre se konkretno za vizualne podobe, točno tisto, kar se boste vi spraševali, za neko določeno obdobje se bo kar nekje pojavljalo. Zato zelo dobro napnite oči, če morajo ribice, ki so bile pred vami, zapreti oči pa meditirati, vi morate pa res odpreti oči in začeti opazovati. Ampak v našem človeškem svetu vse, kar vizualno nekako oblikujemo, bo vaše znamenje iz nebes. Biki, vam se bodo pa dogajale take nenavadne eterične pojavitve. To pomeni, da bo kar svetloba od nekje prišla, da boste v kotičku, ušesa kar nekaj zagledali, kar neki obrisi,
ki drugače ne obstajajo in to ne bo pomenilo, da ste zmešani, ampak veliko se vam bo dejansko razvijalo v tem mestu še pospešene, že prej ste to imeli, ampak jasnovidnosti, a ne? Tako zelo dobro je, da pogledate in da veliko delate na tej jasnovidnosti. Imate tudi pri meni definitivno ogromno nekih videosebin, pa tako naprej, ki si pogledate lahko, kako se to izboljša, a ne? Ampak skratka, jasnovidnost je za vas sveta naloga novembra, ne? Potem so tukaj dvojčki. Vi rabite pa angele slišati preko notranjih občutkov. A veš, ko dobiš nek občutek, da moraš narediti, ali pa da je to v redu zate, ali pa da ni v redu zate. Tako vaši notranji občutki so tokrat res sveti in ne bodo vas vodili po napačnih poteh. Edina stvar, kar bi vam priporočala, je to, da pazite na mirne okoliščine. Ker če ti nimaš mirnih okoliščin, pa a veš, si čustveno čist pretresena, potem pol težko slišiš tukaj čez pač občutke angelov in te više dimenzionalne občutke. Ampak res slediti, tukaj je mogoče malo klišejsko slišim, ampak vseeno slediti svojemu srcu, ne? Potem imamo rake, okej? Raki, vi pa dajte poslušati, vodnari imajo pesmi, vi imate pa nekaj drugega. Dajte poslušati besede. Prvo se bo pa dogajalo to, da boste v različnih okoljih se znajdeli in bo ljudje kar nekaj govorili. Veš, en ti bo 3-krat nek kraj omenil, ali pa, ne vem, greš na kosilo in tam za sosedno mizo se nekaj pogovarjajo in si misliš, pa spet to. Skratka, angeli bojo uporabljali včasih celo neznane ljudi in ostali ljudi okrog tebe, ki bojo kar omenjali neke stvari in mogoče ne bo povezan pri njih z ničemer, ampak pri tebi se bojo pa te besede seštevale in se bo oblikovalo vse v eno tako veliko sporočilo. Tako da res ti predlagam, da si tole pogledaš, a ne, in da, ne pogledaš, da poslušaš, kajti te besede bojo res take fajn, okej? Potem pa imamo levčki. Levi, vi itak ste toliko samozavestni in zaradi tega ste zelo jasnovedni, a ne? Pri vas so angelske te komunikacije pridejo zelo, rečemo temu, instantno, a ne? Vi kar stvari veste in za njimi greste, tako da vaše navodilo je definitivno, da samo poslušate svoje ideje. Prav, kreativne ideje in da greste za njimi. Edino, kar vas opozorim je, če dobiš idejo, zelo dobro, da jo greš tudi uresničevati. To pomeni, da deluješ. Nobene cone obdobja, pa smo zmagali. Aj prav, levi. Device boste pa v mesecu novembru definitivno sanjale. Veliko se vam bo dogajalo preko sanj, po noč se vam bo dogajalo. Edino, kar bi vas tukaj usmerila je, ko govorimo o angelskih, nebeških komunikacijah, ne pol brati neke sanjske knjige. Ne me narobe razumeti, ne pravim, da je tam kaj narobe, ampak pravim, da je zelo težko 8 milijard ljudi vzeti v eno tako knjigo, glede na to, kako smo podzavestno in drugače sestavljeni. Jaz bi ti rekla tako, ko nekaj sanjaš, se naslednje jutro res usedi sama sabo, ne, in se vprašaš, kaj meni pomenijo te sanje, kaj je za tebe simbolika. Recimo ena taka klišejska, ne. A veš, kaj rečejo? Ja, nekdo, ko slišiš sovo skovikati, bo nekdo umrl. Jaz sovo skozi slišim skovikati, pa mene umre, razumeš, in to že leta, ker za mene sova, ki skovika, ni znak nobene smrti, ampak je znak, da je Merlin v bližini in da so zelo močni varuhi v bližini, ampak predvsem pač čarodej Merlin. Razumeš, torej nista to zdaj dva ista znaka. Torej, ko imaš neke sanje, je prva stvar, ki se vpraša, kaj meni to pomeni. Kaj meni pomeni, da to videvam v sanjah in ko se ti bojo angeli, če se boš to spraševala in si seveda skušala to interpretirati, se ti bojo z veseljem tako tudi javljali. Potem imamo tehnice. Tehnice vam bojo pa prinašale sporočila živali. Okay? Veliko boste srečevali živali, videvali živali, simbolika živali in tako, kot sem rekla devicam, da si same sanje interpretirajo, bi vam rekla, da tudi delate enako pri živali. Kaj te pomeni, če srečaš eno žival, točno to žival? Veš, za nekoga lisička mogoče, da moraš paziti, ker so okrog tebe neki zvitorepni ljudje, a ne? Ali pa lahko pomeni nežnost. Lisička lahko pomeni 20 različnih stvari.
Skratka, ogromno vam bojo angeli pošiljali živali, zato da vam povejo, da imaš varuhe, da imaš živalske vodnike, da so ob tebi, da te varujejo in tako dalje. Tako da dajte se povezati z njimi. Tudi če imate hišne ljubljenčke, pa jih boste opazovali, vam bojo marsikaj znali povedati, ne? Potem ste tukaj škorpijoni. Vam se bodo pa nebesa javljala na tak način, da se vam bojo rojevale želje. Vsaka nova želja, ki se bo rodila, je šepet, ki prihaja iz nebes. Zelo je pomembno, da raziskujete svoje želje. Ko se ti pojavi neka želja, zakaj ta želja, kam jo lahko razvijam, kaj lahko iz nje rata, a veš? To si lahko sicer potem definitivno pomagaš z meditacijo naprej, a veš, ne? Ampak želje, kajti te želje so vodene iz zelo visokih svetov in zelo fajn ti bojo prišle. In zadnji ste še strelci. Vi boste pa zelo dobri, zelo vas bo podpiralo to pozimi v branju orodij. Tako da jaz pa vam priporočam, da čim več berete angelske karte, ne vem, da razbirate sporočila iz kristalov in tako dalje. Orodja. A veš, to je res nekaj izjemnega, ne? Bomo imeli mi tudi v novembru brezplačen dogodek za ta orodja in kristale. Ops, a sem že to povedala? Mogoče se že nahaja na potovanjeduše.si en tak dogodek. Skratka, in to je bil naš nebeško skok. Sedaj ti pa želim en čudovit in miren november. Lepo se imej do naslednjič in čau.